Zdaj Slovenija množično vrednoti svoje nepremičnine že od leta 2006 naprej, ampak zdajšnji modeli pa lahko rečemo, da so najboljši do zdaj, tudi zaradi tega, ker ima geodetska uprava bolj natančne podatke, tako da gremo, da se približujemo tudi ostalim evropskim državam, kar se tega področja tiče. Za vse državljane je današnji datum pomemben zaradi tega, ker se danes začne javna razgrnitev teh modelov vrednotenja, kar pomeni, da ima vsakdo izmed nas kar 45 dni časa, da na te modele, glede na vrednost svoje nepremičnine, poda pripombe. Naša geodetska uprava bo potem vse te pripombe obdelala in modele tudi prilagodila tam, kjer bo to smiselno glede na pripombe. Te pripombe seveda lahko posredujejo tudi občine. Potem drugi pomemben datum pa bo prihodnje leto, ko pa bodo domov lastniki nepremičnin tudi dobili zbirne ocene, koliko je njihova nepremičnina vredna. Takrat pa spet nastopi moment, ko se lahko glede na vrednost odzovajo in sicer uveljavljajo posebne okoliščine. Zdaj posebne okoliščine bodo lahko uveljavili glede na to, na kakovost nepremičnine, na mikrolokacijo, mogoče na poškodbe. Če dam kakšen praktični primer, recimo nekdo bo uveljavljal posebno okoliščino zato, ker njegovi hiši grozi kakšen plaz zemeljski in zaradi tega recimo manj vredna kot hiše v okolici in to se bo potem upoštevalo, ali pa kakšen lastnik gozda bo recimo upošteval to oziroma zahteval, da se upošteva to, da mu je žled uničil gozd in da ta gozd ni toliko vreden, kot ga ta model ocenjuje in tudi to se bo upoštevalo. Seveda pa se lahko upoštevajo vrednosti tudi navzgor. Če nekdo ima hišo zgrajeno iz materialov, ki so kakovostnejši kot tisti, ki so jih uporabljali v soseščini in je zaradi tega hiša več vredna, tudi to lahko seveda uveljavlja, ker bo pomembno. Namreč, zakaj je pomembno, da imamo dobre vrednosti oziroma vrednosti, splošne vrednosti nepremičnin čim bolj približane dejanskim vrednostim tržnim? Tudi zato, ker te podatke bodo zajemale tako zavarovalnice, kot banke, kot ostala ministrstva in je pomembno, da ljudje potem te posebne okoliščine, če mislijo, da je ta nepremičnina manj vrednotena, kot bi morala biti, da to potem tudi uveljavijo. Jaz bi na tej točki zaključil, pa bi dal besedo našemu direktorju, ki bo bolj tehnično in bolj natančno razložil, kakšni so ti modeli in kakšni so zdaj postopki naprej. Tako da, gospod Petek, bi vas kar prosil. Hvala, minister, hvala tudi za spodbudne besede. Kot veste, že nekaj časa poteka postopek vrednotenja nepremičnin v Republiki Sloveniji v skladu z določbami zakona o množičnem vrednotenju, ki nalaga geodetski upravi kot organu vrednotenja, da vsaki nepremičnini, se pravi več kot 5 milijonov parcel in več kot 1,5 milijona delov stavb, določi posplošeno vrednost. Nahajamo se v fazi začetka javne razgrnitve modelov vrednotenja in v tem obdobju naslednjih 30 dni na slovenskih občinah in na spletnem portalu množičnega vrednotenja nepremičnin začenjamo z objavo tako posameznih modelov, teh modelov vrednotenja je 17, kot tudi z objavo poskusno izračunanih vrednosti nepremičnin. Poskusno izračunane vrednosti nepremičnin so izračunane na podatkih, ki so bili na voljo na datum 27.6.2019 in bodo kot take ostale nespremenjene do zaključka te javne razgrnitve in tudi kasneje do sprejetja uredbe. Vlada mora po zakonu sprejeti uredbo v marcu mesecu 2020, ki bo te modele, teh 17 modelov, dokončno določila. V času javne razgrnitve so seveda možne podati na te modele vrednotenja dopolnitve, ugovore oziroma pripombe, bolje rečeno, ni pa v tej fazi možna pritožba na poskusno izračunano posplošeno vrednost, kar bi želel poudariti. Namreč
Sam postopek ugovarjanja na vrednosti sledi šele po aprilu prihodnjega leta, ko bodo te posplošene vrednosti pripisane nepremičninam in bodo lahko državljani z postopkom uveljavljanja posebnih okoliščin to sprožili pri geodetski upravi, koliko bodo menili, da neka okoliščina vpliva na drugačno vrednost nepremičnine, kot jo določajo modeli na posplošenem izračunu. Zdaj, Geodetska uprava Republike Slovenije se je pripravila na to aktivnost razgrnitve in tudi kasneje na sprejem zahtev za uveljavljanje posebnih okoliščin na način, da smo maksimalno približali te informacije državljanom. Na našem portalu množičnega vrednotenja je na voljo obilica podatkov, na voljo so pojasnila glede modelov, na voljo so tudi sami poskusni izračuni za vsako od nepremičnin. Tisti, ki bi želeli se opredeljevati do modelov vrednotenja in posameznih elementov tega modela, to so pa vrednostne cone, vrednostne ravni in pa indikatorji, drugi faktori, ki vplivajo na izračun posplošene vrednosti, imajo tudi na voljo obrazce, s katerimi se potem ta pripomba oziroma mnenje ali stališče pošlje bodi si na geodetsko upravo, če se bo nanašalo pa na vrednostne cone, pa bomo to posredovali na občine ali pa se to odda neposredno na občinah, kjer, kot sem dejal, tudi poteka ta javna razgrnitev. Mi smo v ta namen odprli tudi brezplačno telefonsko številko in vzpostavili tako imenovani klicni center, ker bi želeli državljanom prihraniti poti na različne urade in inštitucije, ki so upravljavci zbirk prostorskih podatkov, katere so bile uporabljene za izračun posplošene vrednosti. Zdaj, poleg spletnega portala, ki sem ga omenil, in pa telefonske številke, to tudi elektronski poštni predal in pa klasični predal za pošto, seveda pa bodo lahko tisti, ki bodo želeli še vseeno obiskati katero od občin, lahko v teh 30 dneh na krajevno običajen način so tam razgrnjeni modeli, se opredelili do modelov tudi na lokacijah občin ali pa na 41 lokacijah naših geodetskih pisarn širom po Sloveniji.